Ravno zemeljski plin je tisti energent, na katerega se morajo ne samo evropske vlade, ampak tudi slovenska vlada pri načrtovanju ukrepov najbolj fokusirati in osredotočiti. Če imamo na področju nafte zaradi zahtev Evropske unije tudi mi 90 in celo več dnevne zaloge nafte, s katerimi dejansko lahko posežemo na trg in reguliramo cene, pri zemeljskem plinu nimamo ničesar. Nobenih strateških rezerv, ki bi jih lahko vlada uporabila za omejitev cen. Kar pomeni, da bo večina teh cen brez hitrega in odločnega ukrepanja prizadela potrošnike neposredno. Kateri so lahko ukrepi? Res je, da na evropskem nivoju obstajajo v skladiščih zaloge do konca te zime. Ta zima bo itak končana še pred našimi volitvami. Spravi, govorimo o tem, da v Evropi imamo celo za kakšen mesec ali mesec in pol rezerv zemeljskega plina. Potem se pa to konča in naslednja zima brez ukrepov zna pripeljati do redukcij. Redukcij, ki jih bo čutila tako industrija, verjetno prva, kasneje pa tudi porabniki. In ukrepanje na tem področju, ne toliko pri nafti, ampak na področju zemeljskega plina, mora biti glavna prioriteta naše energetske, pa tudi zunanje politike. Zakaj zunanje? Zaradi tega, ker niti tako velika država, kot je Nemčija, ne more urediti tega vprašanja sama, ampak ga lahko ureja samo na eni strani z relacijami znotraj Evropske unije, na drugi strani pa tudi z relacijami z drugimi dobavitelji zemeljskega plina po svetu. Tudi Slovenija bi se morala temu pridružiti. Slovenija je v preteklosti popolnoma nespametno opustila alžirski plin, zato imamo danes zaprto pot oskrbe iz Afrike in Slovenija je ravno tako, po mojih informacijah, precej nespametno ni izkoristila tega, da imamo neposredni bližini, to je na Hrvaškem, na Krku, terminal za tekočine zemeljski plin. Koliko ga bomo uspeli uporabiti v prihodnje in koliko ne, je stvar tudi odgovorne vladajoče politike.